moj drag, nehama, rata se, plade se, ker pa me dodajo, ker te bada, dodabali, krpljevi, krpljevi, udija, ibero pa, se stiže, da se darbu, okvir, pletada, suroda, krvita. Poznamo 3 različne vrste krpelj. Najlažje in najmanjše se uporabljajo za tek. Namreč v Severni Ameriki organizirajo tekmovanja s tekaškimi krpljami. Z njimi tečejo na krajših razdaljah. Potem poznamo pohodniške krplje. To so krplje, ki jih imamo danes zraven. Te so majčkeno večje, malo težje od tistih tekaških in so v bistvu izdelane za najširšo uporabo. Krplje so začeli uporabljati lovci in trgovci, kajti oni so se največ premikali oziroma so potovali iz kraja v kraj, ne glede na to, ali je bila pokrajina zasnežena ali ni bilo snega, se pravi v zimskem času so se morali znajti, zato so iz lesa in surove vrvi spletli krplje, ki so jim pomagale pri premagovanju te globoke snežne odeje. Za krpljenje je najprimernejša obutev so kar pohodni čevlji. Zakaj? Ker v bistvu gležnju nudijo dobro oporo. Jaz priporočam, da se pri krpljenju uporablja palice. To so lahko palice za alpsko smučanje, pohodne palice ali palice za nordijsko hojo, vkolikor snežna odeja ni predebela. Oblačila so podobna oblačilom za smučarski tek ali pohodništvo. Priporočam, da ne glede na to, kakšno je vreme, sonce, sneg, veter, da uporabljamo zaščitna očala. To je pa tudi vse, kar v bistvu potrebujemo, da lahko uživamo v gibanju s krpljami v zasneženi naravi. Hvala, krpljami pa selem. Da kredit, da ravi. To je odlična, ljubska rekreacija, vsakogar, ki me je radi, pa me drag, ne pogled na naravo. Tudi jaka pa napnešem aktivna, sedete. Tehnika hoje s krpljami v klanec navzgor je nekoliko drugačna kot hoja po ravnem, koraki se skrajšajo. Krplje imajo spredaj take zobe, s katerimi v bistvu se lažje vzpenjamo in preprečujejo zdrs oziroma drsenje. Poleg tega pa je na boljših krpljah v bistvu nameščena tudi taka petka posebna, ki jo pri vzpenjanju odpremo oziroma zapremo, odvisno, in si s tem olajšamo, si dvignemo peto in olajšamo hojo v klanec. Seveda pa si pomagamo s palicami in če imamo zraven še palice, je pač hoja še enostavnejša in vzpenjanje lažje.
Zdaj pa pomembna tehnika, kako greš dol po klancu. Vedno zapikaš palice soročno pred sabo, zato da se opreš na njih in potem greš mimo palic. Palice, ko greš po klancu dol, niso nikoli zadaj. Ja, vedno jih zapičiš spredaj. Težišče je rahlo nazaj, se pravi, zrito greš, kot da bi se želel usesti v klanec. Se pravi, greš nizko z težiščem. Ja? Zato, če ti spodrsne, da padeš na rit, te ne vrže naprej. Radio, krepi, ojelide, frasap, tudi, kuri, belika, kalori. Za začetnike priporočam, da za krpljenje izbirajo lažje terene, se pravi terene, ki nimajo strmih vzponov in strmih spustov. Da